Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o izjavah, kot sta sovražim ponedeljek ali ponedeljke in pa petek je dan za metek. Ljudje imamo čas razsekan na določene segmente, na določene cikle. Uporabljamo pa različne koledarje. Pri nas recimo uporabljamo koledar, ki ima 365 dni, eno leto, potem pa imamo 12 mesecev, pa vsak mesec ima določeno število tednov, imamo dneve, ure, sekunde in tako naprej. In ko ljudje planiramo svoje aktivnosti, najbolj pomembno, kar je za nas, je to, kateri dan v tednu je tisti dan, na katerega planiramo aktivnosti. Vse imamo razdeljene v tedne, v 7-dnevne cikle. In ponedeljek je pri nas prvi delovni dan, in ker večina ljudi opravlja delo, službo, ki jih ne veseli, v kateri se mučijo in trudijo, gredo potem zelo težko zjutraj v ponedeljek v službo in se rečejo: sovražim ponedeljke, zato ker se moram nehati zabavati in moram začeti delati in trpeti. In potem, ko je petek, se komaj čaka, da se gre domov, da se gre kam ven, žurat, sprostiti po težaškem 5-dnevnem delovniku, in zato se reče, petek je dan za metek ali petek je dan za zabavo. Potem pa poskušamo preživeti petkov večer, da se čim bolj nažuramo, sprostimo, pa še soboto mogoče. Potem pa je nedelja, okrevanje po dolgih žurkah, da se lahko spet pripravljamo na tisti zoprni ponedeljek. No, in sedaj je še ta novost, da so se začele žurke izvajati ob torkih, tako da ko z veliko muko greš v ponedeljek na delo ali v službo, da ker je ponedeljek tako boleč in težaven, da hitro greš v torek še na eno žurko, da lahko pričakaš tisti petek ali soboto, ko spet lahko zadihaš. In če pogledamo ljudje, kako samega sebe sabotiramo z takim življenjem, če se primerjamo z živalmi, kako živali živijo vsak dan popolnoma enako, nimajo koledarjev, se v polnosti izražajo. Kako to, da ljudje, ki naj bi bili najbolj razvita živa bitja, živimo pravzaprav veliko bolj degradirano življenje kot pa katerakoli žival? Zakaj si ne ustvarimo življenja, v katerem bi uživali?
In tudi s tem, ko izgovarjamo besede, kot je recimo, aha, petek je, zdaj pa gremo pa žurat, ali petek je zametek. S tem se programiramo, s tem nek dan začnemo poveličevati, ga pričakovati z veliko večjim veseljem kot nek drug dan, čeprav ne vemo, kaj se bo sploh zgodilo v tistem dnevu. Živimo v nekih pričakovanjih prihodnosti in na osnovi teh pričakovanj si ustvarjamo neke dobre ali slabe občutke. In če rečemo, sovražim ponedeljek, z vsako besedo, ko jo izrečemo, se programiramo. Če govorimo sovražim ponedeljek, se programiramo, da bomo mi sovražili ponedeljke. Ne glede na to, kaj se bo v ponedeljek dejansko zgodilo. S tem v bistvu že vnaprej presojamo in obsojamo nek dan. Lahko pa se nam ravno v petek zgodi nekaj hudega, ali pa v ponedeljek doživimo nekaj fantastičnega. Zakaj bi torej presojali dneve vnaprej in pričakovali, kaj se bo zgodilo? Kaj ne bi raje bili v tem trenutku, v sedanjosti in se odzivali na realnost fizičnih dogodkov v praktičnem materialnem svetu? Ljudje smo torej glede tega precej zblojeni in fino bi bilo, da se glede odnosa do časa in do okolice čim bolj zgledujemo po živalih, ki imajo, ne boste verjeli, ampak veliko večje zavedanje kot pa ljudje. In se tudi obnašajo veliko bolj odgovorno, bivajo v harmoniji, ljudje pa se med sabo prepiramo, se gremo vojne in ustvarjamo umetno pomanjkanje na tem planetu, kjer je naravnih virov dovolj za vse. Predlagam vam torej, da razmislite o tem, kako samega sebe omejujete pri izražanju in kako si ustvarjate dobre ali slabe občutke na osnovi nekih projekcij v preteklost, na osnovi nekih domišljij, nekega dogodka, ki se še ni zgodil in ki se morda nikoli ne bo zgodil, in da si odpustite zavajanje samega sebe, da prepoznate, kako se s tem slepite, kako na ta način živite v iluziji, v neresnici, kako samemu sebi lažete. In poleg teh omejitev glede samega definiranja dnevov v tednu, kako se še omejujete na drugih področjih v življenju, glede drugih definicij in odnosov za okolico in za ljudmi. Ogromno imamo omejujočih miselnih vzorcev v sebi, ki čakajo, da jih odstranimo in da izkoristimo številne življenjske potenciale. V pomoč pri temu, da boste se naučili postopka, kako se umske vzorce učinkovito ozavešča, prepoznava, kateri so realni, kateri nerealni, in da se boste naučili učinkovitih orodij, za katerimi boste te nerealne vzorce odstranili, vam priporočam, da se v opisu tega videoposnetka pogledate povezave do spletnega tečaja,
uvodnega, brezplačnega, ki se imenuje DIP Lite, in številnega dodatnega podpornega gradiva in podporne globalne skupine z imenom Destiny oziroma Equal Life Foundation. Izkoristite življenjske potenciale in se čim bolj opolnomočite, da boste izkoristili vse možne potenciale vaše inkarnacije v človeškem fizičnem telesu. Hvala za posluh in nasvidenje.